Program usposabljanja štabov, poveljstev in enot teritorialne obrambe je sprejel Svet predsedstva Republike Slovenije za splošno ljudsko obrambo. Na podlagi tega programa smo danes začeli z mobilizacijsko taktično vajo enote teritorialne obrambe Nova Gorica. Prvi rezultati kažejo, da so starešine in vojaški obvezniki izredno odgovorno začeli izvrševati naloge in ocenjujemo, da bodo naloge v prihodnjih dneh realizirali v celoti. To je bilo tudi v prvi uri tudi storjeno, tako da smo bili pripravljeni na to. No, do konca s tem, da vodimo to razdeljeno po posameznih sekcijah v toku teh samih aktivnosti. No, tale karta je za nas. Ja, kar noter. Daj, več nekaj To je pa bolj na gospodo.
Spoštovani častniki, podčastniki, dragi vojaki, lepo vas pozdravljam kot vojake Slovenske teritorialne Slovenske vojske. Zahvaljujem se vam za trud, ki ste ga vložili v to vajo in ga še boste in boste s tem pokazali, da ste vojaki Slovenske vojske. Slovenski vojak je vojak svobode in miru. To sta dve največji vrednoti, tesno povezani med sabo. Ni namreč prave svobode brez miru. Tudi ni pravega miru brez resnične svobode. Ni naloga slovenskega vojaka, da izvaja nasilje, pač pa to, da se zoperstavi nasilju, da varuje svobodo, demokracijo in suverenost svoje slovenske države. Slovenski narod ni nikoli izvajal nasilja nad drugimi, še nikoli ni bil agresor. Kadarkoli je prijel za orožje, je bil v to prisiljen. Smo miroljuben narod, vendar trdno odločeni varovati svojo svobodo in suverenost. Na plebiscitu smo se državljani Republike Slovenije odločili, da naj bo Slovenija samostojna in neodvisna država. Zavezani smo, da ta cilj uresničimo in uresničili ga bomo. Kajti samo kot suveren narod z lastno državo si lahko zagotovimo tak razvoj, ki nam bo omogočal gospodarski napredek, socialno pravičnost in blaginjo. To pa ne pomeni, da si ne želimo ali da celo odklanjamo povezavo in sodelovanje z drugimi jugoslovanskimi narodi. Nasprotno, take povezave so tudi v našem interesu. Temeljijo pa naj na suverenosti narodov in njihovih držav, ki mora biti zagotovljena v taki meri, da se ne more zgoditi, da bi kdorkoli lahko uveljavljal majorizacijo in igral hegemonistično vlogo. Tudi zato nam je potrebna lastna oborožena sila. Še enkrat pozdravljeni, dragi vojaki Slovenske vojske. Zdravo! Po četnih kolonah, bataljon naprej, hod!